Spoštovani profesori, profesorice, drage dijakinje in dragi dijaki Gimnazije Celje Center. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji okrogli mizi. Še poseben pozdrav velja našim današnjim gostom, kandidatom in kandidatkam za župana oziroma županjo mestne občine Celje, Dobja, Šentjurja in Laškega. Z nami so Primož Brvar, Marko Dijaci, Jelka Godec, Matija Kovač, Uroš Lesjak, Franc Leskošek, Štefka Pavčnik, Sandy Sendelbach, Marko Šantej ter Bojan Šrot. Iskrena hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, kar nas navdaja zaupanje, da ste pripravljeni poslušati mnenje mladih. Današnjo okroglo mizo z naslovom Reakcija mladih pred županskimi volitvami smo organizirali z namenom, da bi politično sceno odprli in približali tudi mladim, da bi pomagali razumeti trenutno dogajanje ter jih opremili s priložnostmi in pogumom, da tudi sami izražijo svoje mnenje. Pred samim dogodkom smo našim dijakom posredovali anketo, kjer so lahko odgovarjali na vprašanja o vlogi mladih v lokalni skupnosti. Za sodelovanje pri okrogli mizi so se prijazno javili moji sošolke in sošolci, in sicer Julija Jazbec, Jure Šantej, Max Čebokel, Leja Planko, Lan Resinovič in Jon Jere, ki prihajajo iz občin Celje, Laško, Šmarje in Šentjur. Zato smo goste povabili tudi županske kandidatke in kandidate iz teh občin. Z nami bi naj bila tudi sogovornica iz občine Dobje, a se ta zaradi objektivnih razlogov dogodka žal ni mogla udeležiti. Okroglo mizo bo moderirala Eva Žlaus, dijakinja 3. C razreda. Rezultati ankete, v kateri so sodelovali naši dijaki, so pokazali, da večina mladih meni, da se nam premalo prisluhne, ter da smo pri odločanju premalo vključeni. Pa tudi to, da velikokrat menimo, da imamo premalo znanja in se ne znamo v naše lokalne skupnosti vključiti na način, da bi bile naše ideje slišane. Le 8% dijakov je odgovorilo, da imajo možnost soodločanja in da se njihove ideje upošteva. Verjamemo, da je današnji dogodek korak bliže k temu, da slednji odstotek povišamo. Še preden pa začnemo s pogovorom, bi izpostavila nekaj pravil, za katero vas ljudno prosim, da se jih med dogajanjem držite. Prvo pravilo je, da lahko govorite le in izključno takrat, ko dobite besedo. Če besede v danem trenutku nimate, vas prosim, da to upoštevate. Drugo pravilo je, dragi kandidati, kandidatke ter ostala publika. Za vas ter vaše vprašanja je namenjenih zadnjih 10 minut današnjega srečanja. Vprašanja, ki se vam bodo med dogajanjem porodila, prosim, prihranite za takrat. Tretje pravilo je, da smo v šolskem prostoru, zato kandidatke in kandidate ljudno prosim, da spoštujete integriteto šolskega prostora in vaše politične programe, pozive in ostalo, kar ne spada v ta prostor, prosim, ohranite izven njega. Prosim vas tudi, da ob koncu okrogle mize sodelujočim postavite le vprašanja, na katera bi želeli odgovor. In zadnje pravilo, da smo vsi skupaj strpni in razumemo, da obstaja različna mnenja in da lahko ta v družbi soobstajajo. Hvala za razumevanje. Torej, to je bilo to za uvod, zdaj pa lahko začnemo s pogovorom. In sicer, prvo vprašanje sledi, da je vsak izmed sogovorcev naj navede eno pozitivno stvar, za katero meni, da je v njegovi občini dobra, ter eno negativno, za katero meni, da bi jo bilo potrebno spremeniti in kako bi lahko spremenil oziroma spremenila. Jure, izvoljujem. Hvala. V občini Laško se mi zdi, da zlasti v večjih mestih, kot na primer Laško in Rimskem, ki ležita tudi o železniški povezavi, je zelo dobro prometna povezava. Vendar pa, če prihajaš iz bolj odročnih krajev, kot so na primer vasi v višjih predelih, v vrh nad Laško, pa je prometna povezava, mislim, javni promet zelo krni. Ne vem, peljete 2 avtobusa, kar je za nekatere dijake lahko tudi pogosto velik problem. To bi, ne vem, se lahko izboljšalo s tem, da bi se, ne vem, razporedilo več avtobusov oziroma javnih prevozov, ki bi vozili v te kraje. Naprimer, tudi s tem, ko bi povečali število javnih prevozov,
ne vem, v Laškem je veliko ljudi zaposluje tudi bivalno Laškem. Naprimer, delavci, ki bi prihajali iz višjih odročnih krajev, bi se lahko z javnim prevozom, naprimer z javnim prevozom pomopljali, ne s svojim avtomobilom in s tem pripomorili tudi k ogličnim odtisom, zmanjšanim ogličnim odtisom. Hvala, Jure, prosim, predajam besedo nam. Pozdravljeni, jaz prihajam iz občine Celje. Če začnem z pozitivno stvarjo, pač meni je bilo zelo všeč, da smo zdaj pred kratkim v Celju postavili 2 napredni, moderni igrišči za košarko. Se mi zdi, da spodbuja mlade k temu, da grejo ven, da se ukvarjajo športom. Pač tudi sam sem bil kar velikrat tam in pač to se mi zdi res dobro. Ena taka negativna stvar, ko v bistvu zelo dobra ideja, pa sem mogoče ni bila tako dobro izpeljana, ko se mi zdi kolesce, ki se mi zdi drugače super, ampak je pač res težko priti do letih koles in mogoče zato ni tako uporabno, kot je na začetku izgledalo, da bo. Hvala. Hvala, izvoljujem. Ja, dobro dan, jaz sem pa tudi iz občine Celje. Jaz sem se pa bolj osredotočil v bistvu na kolesce. Tukaj bi rekel, da je kolesce v bistvu dobra stvar in slaba stvar Celja. Pač dobro je seveda zaradi tega, ker lahko zelo ti pomaga pri temu, kaj prideš kam dosti hiter. Ampak logistično se mi pa ne zdi najboljše izpeljano zaradi tega, ker v mestih je zelo veliko postaj, ampak prvo niso zagrajena, kar lahko potem po zimi pripelje do tega, da so ključavnice zamrznjene. Logistično bi lahko tudi to tako izboljšali, da bi imeli več postaje, mogoče po Lavi, v Novi vasi, zaradi tega, ker tam ne vem, če sta več kot 2 postaji. Tako da ja, logistično bi se lahko to izboljšalo. Hvala, Jovan, Max, izvoljujem. Pozdravljeni. Kot občan Šmarje pri Jelšah menim, da imamo odlično obnovljeno glavno cesto skozi Šmarje in pa tudi šolske poti oziroma pešpoti. Kar pa si želim spremeniti v občini, je pa absolutno nogometno igrišče z umetno travo, ki se nahaja za osnovno šolo. Namreč to igrišče je že precej izdelano in vedno v slabšem stanju. Ogromno otrok, ki obiskuje nogometno šolo, trenira na tem igrišču in menim, da bi ga bilo treba čim prej obnoviti. Sicer je v lasti osnovne šole, ampak k obnovi lahko pripomore vsak občan. Še posebej mladina. Vsak bi lahko napisal kakšno prošnjo ravnatelju ali pa celo županu. Mogoče bi lahko skupaj stopili tudi starši otrok, ki pač trenirajo nogomet. Lahko bi zbirali donacije ali pa vsaj prosili predsednika NK Šmarje pri Jelšah, da posreduje besede naprej, se pravi župana ali pa ravnatelja. Hvala. Hvala, Leja, izvoljujem. Torej, začela bi s pozitivno stvarjo. V Šentjurju se urejajo nove kolesarske povezave, pešpoti, širi se mreža javnega sistema izposoje koles, ki smo že omenili, kar se mi zdi dobro, saj smo vedno bližje trajnostni mobilnosti. Potem kot negativno pa bi izpostavila portal Mladi Šentjur, ki sicer v naši občini nudi različne priložnosti. Pred kratkim glasbeno vzpostavljanje za mlade, aktivator kot sprostitev druženja po šoli, poklicno svetovanje, vendar ne nudi toliko tematik, ki bi bile namenjene srednješolcem, torej o okolju, kjer bi se lahko družili in izmenjavali svoje mnenje. Hvala, Julija, izvoljujem. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, kot že omenjena sem Julija Jaspec, dijakinja prvega dela razreda splošne gimnazije KCC-ja. In prvo bi se rada zahvalila, da imam možnost sodelovanja pri tej okrogli mizi, ker je to prvi korak, ki vsem nam omogoča, da izrazimo svoje mnenje, poglede, mišljenje o tem svetu. In mislim, da smo s tole okroglo mizo vse bliže prisluhu za mlade, ki ga včasih žal močno primanjkuje. Jaz prihajam iz občine Šmarje pri Jelšah in moram se pohvaliti, da se je moja občina v zadnjih letih zelo posodobila, od energetske prenove šole, kamor vsak dan prihaja blizu 900 učencev, do prenove šolske kuhinje, prenove cestišč, ki jih je dolg časa močno načel. Poleg tega je stavba, kjer domuje občina, zaživela sodobno prenovitev in ne daje vtis združitev dobrega s koristnim, saj so nad njo tudi zelena stanovanja. Naša občina je deljena na krajevne skupnosti, kjer smo prav tako pridobili prenove osnovnih šol, vrtcev, pa tudi telovadnic, ki tam prej sploh ni bilo. Tako je tudi občanom iz oddaljenih vasi podana možnost, da se rekreirajo in zbirajo v skupnih občinskih prostorih.
Vse te novosti smo pridobili v času županovanja gospoda Matija Čakša, seveda so se ideje in projekti začeli nabirati že mnogo let prej, v času prejšnjega župana. In tako sem naštela nekaj pozitivnih pridobitev naše občine v minulem času, ki seveda predstavljajo velik plus, ki ga zagotovo zaznamo vsi občani, od otrok, katerih smeh se sliši iz prenovljenih igrišč, in telovadnic do starejših, ki se imajo moč voziti po prenovljenih in barvno urejenih cestiščih. Šmarje je majhen kraj, vsebuje pa ogromno lepot, od Kalvarije, ki vodi do prečudovite baročne cerkve Svetega Roka, do prepodajočega Jelšin grada, ki ga je končno kupila občina. A nasplošno je naš kraj med ljudmi znan le kot nekakšen prehod med Velikim Celjem in pa Rogaško Slatino. Žal se ga je prijelo tudi ime prvo žarišče Medloge, ki nas muči že dobra 3 leta koronavirusa, ampak Šmarčani so muči naprej z dvignjeno glavo. Morda se kdo spomni cerkvice na vrhu hriba, torej žemljenja Svetega Roka, drugače je Šmarje bolj kot neznana točka. Tako bi od občine pričakovali, da bi nekaj časa in denarja namenili tudi izboljšavi turizma. Sicer v občini deluje TIC, torej ta turistično-informacijski center, ampak vseeno krepko premalo. Želela bi si več zvedavih obrazov, ki bi prišli v naš kraj na ogled dvorca Jelšin grada, muzeja baroka, kjer hranijo originalne kipce iz kapelic Kalvarije in drugih kotičkov, kjer je moč živeti malce miru pred mestnim vrvežem. In tako bi Šmarje umestili na seznam turističnih mest, kjer se nahaja bogata kulturna dediščina, ki je nikakor ne smemo zanemariti in tako zanamcem vzeti možnost, da bi jo spoznali. In tako si želim, da bi naredili nekaj več za turizem, pokazali, da je vsako mesto, tudi Šmarje, čeprav tako majhno in neznano, unikatno po svoje. Najprej bi morali seveda seznaniti naše občanke, občane, saj se vedno najde kdo, ki niti približno ne pozna zgodovine svojega domačega kraja. Tako bi izobrazili naše prebivalce in vsak bi lahko prispel delček v mozaik turizma, ki bi ga radili skupnimi močmi. V tem projektu pa bi seveda lahko sodelovali mladi s svojim kreativnim razmišljanjem in umetniško življenje. Julija, hvala. Torej, na anketi, ki je bila pred okroglo mizo posredovana dijakom ter dijakinjam gimnazije Celje Center, je kar 44 anketirancev odgovorilo, da se vladim premalo prisluhne in so pri soodločanju premalo vključeni, četudi se sami vključujejo oziroma bi želeli soodločati. Kakšno je tvoje mnenje o tem in kako bi se mlade lahko bolj vključilo v soodločanje v lokalni skupnosti? Jure, izvolim. Ja, hvala lepa. Prihajam iz občine Laško in se mi zdi, da v Laški dosti primanjkuje sodelovanja med lokalno oblastjo in mladimi. Tega mislim, da bi bilo en izmed boljših ukrepov, ki bi lahko to spremenil, da bi se lahko pozvali strani lokalne skupnosti ob različnih priložnostih, ob različnih terminih, manjše posvetovanje z mladimi, tudi lokalna skupnost izve, kaj so njihove ideje in kakšne so njihove nameni. Oziroma, mogoče se mi zdi, da mlade včasih preveč uvičkajo in da ne dajo preveč možnosti, ampak tudi mladi lahko se oblikujemo lokalno skupnost. Lahko pomagamo pri razvoju različnih projektov, tako da se mi zdi, da ravno to posvetovanje med mladimi manjka v lokalni skupnosti. Jure, hvala. Vam izvolim. Hvala. Torej, tukaj smo danes zbrani dijaki 3. in 4. letnikov, nekateri starejši od 18, nekateri mlajši. Torej, tukaj pač nimamo pravice voliti župana naše občine, tako da pač ne moremo soodločiti pri teh stvarih. Se mi pa zdi, da bila mogoče taka ena rešitev za to, pa nekih rešitev, ampak vsaj izboljšava, da bi pač občina na vsake, pol leta ali pa mogoče par mesecev poslala nekakšno anketo ali pa vprašalnik na šole, kjer bi svaka potem pač dijaki bi lahko izrazili svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z tem, kaj se dogaja v občini. Hvala. Jo, izvolim. Ja, hvala. Ja, jaz sem tudi mnenja, podobno kot je rekel lani, pač tukaj večina zbranih še nima volilne pravice in trenutno ne moramo sodelovati v prihodnosti občine. To bi pa se mi zdelo lahko izboljšali s takšnimi projekti, kot je ta, da bi se dobivali na okroglih mizah, mogoče v mladinskih centrih in bi iz vseh šol v bistvu lahko poslali neke predstavnike, ki bi predstavljali ideje, ki bi bile že prej odločene seveda na teh šolah. Tako da tale dogodek se mi zdi zelo super, pa predlagam, da bi lahko bilo tudi več. Jon, hvala. Max, izvolim. S tem se strinjam, mladim se vsekakor premalo prisluhne. Na dijaških debatah morajo biti prisotni dijaki iz različnih regij oziroma iz različnih šol. Za primer bi dal Dijaško organizacijo Slovenije.
Na teh debatah si dijaki prisluhnejo med seboj in se v bistvu zbirajo skupna mnenja, ki se na to posredujejo na Ministrstvu za izobraževanje. Kot recimo na takšen način bi se lahko ustanovile recimo mladinske lokalne skupnosti. Hvala. Hvala, izvolim. Ja, sama menim, da smo mladi velikokrat obravnavani kot neizkušeni, impulzivni, neracionalni in naš glas zato šteje manj. Zdi se mi, da je pomembno, da razumete, da mladi želimo več izkušenj, da mladi želimo pridobiti več znanja o tem, kako sprejemati odgovorne odločitve znotraj občine, znotraj države. Ampak nam to znanje preprosto ni podano oziroma se z njim seznanimo morda prepozno. In ker se verjetno mnogi med nami zdi, da nam čas za spremembe za našo prihodnost povzi med prsti, zato najdemo svoje poti, ki lahko izpadejo kot neracionalne. Zato bi sama predlagala srečanje mladih v občini, naprimer 2-krat letno, kjer bi v prvem delu spregovorili o bolj teoretičnem delu, da pridobimo to znanje. Potem v drugem delu pa bi namenili diskurzu, kjer bi lahko skupaj z vami razpravljali o lokalnih problematikah. Namreč mnogokrat prihaja do posploševanja, da se vsi mladi strmimo k istim ciljem, vrednotam, pa to še zdaleč ni res. Tako kot vse ostale starostne skupine se znotraj naše oblikujejo različna mnenja, skupnosti, vsi pa si želimo, da bi naš glas ne slišali, ampak mu tudi prisluhnili. Leja, hvala. In pa še Julija, izvolite. Mladi smo del družbe, ki se izpopolnjuje, odrašča, razvija osebnosti, ki bodo nekoč vodile ta svet. Razumem in vem, da kot mladec ne more sedeti na parlamentarnem stolčku, a ne vidim razloga, zakaj tvoj glas sploh ne more biti slišan. Zakaj nam ni odobrena vsaj možnost sodelovanja v politiki države oziroma vsaj na ravni lokalne občine oziroma lokalne skupnosti. Štel bi le glase, ki bi ga izustili ljudje, ki bodo živeli v svetu, ki ga zdaj oblikujejo drugi. Odveta nam je možnost soodločanja v našem svetu, v katerem bomo sobivali izključno mi, otroci 21. stoletja. Politični sistem je skrhan, veliko zagrobljenega denarja, mnogo kreditov, ki jih bo težko odplačati, a nihče ne prisluhne delu družbe, ki razmišlja o svoji prihodnosti v svojem življenju. Moram reči, da je prihodnost meglena, saj je trenutno stanje obupno. Krha se zdravstvo, ki bi moralo biti najbolj razvit sistem državi, krha se vojska, ki bi morala cveteti, a odmira se nima kadra. In krha se šolstvo, ki bi moralo biti na vrhuncu svoje zmogljivosti. In s tem se krha tudi kakovost našega življenja v naši preljubi Sloveniji. In morali bi se vprašati, ali si res želimo živeti v takšnem svetu. Čeprav na prvi pogled ne moremo storiti ničesar in se počutimo kot stradani otroci v Afriki, se za takšnimi srečanji, kot je današnji, skriva ogromno vrat, ki bi se nam odprla in omogočila mesto sodelovanja v kateri od aktualnih zadev. Nihče nas ne vpraša, kakšnega življenja si želimo, nikogar ne zanima, ali smo srečni. Vsi nas vidijo le prihodno delovno silo, ki si jo zaslužili telefončki in preteklo karantensko obdobje zadnjih let. A jaz še vedno verjamem, da je v nas, otrocih, najstnikih, mladostnikih še vedno iskra po boljšem in pravičnejšem svetu. Dosegli pa bomo le tako, da bomo povzdignili svoj glas, da se bo slišal daleč naokoli in pokazal, da nismo neumni, nevedni otroci, ki nimajo težav in živijo brezskrbno življenje, brez samega problemčka. Do takrat pa nam bo za hrbtom prižalo hudo vreme, ki se ga je moč otresti le z jasnim in glasnim stavkom. Mladi zmoramo in si upamo sodelovati v politiki. Zavedamo se, da ne moremo se odločati, saj še nimamo dovolj znanja v ustreznih nazivov, ki si bomo pridobili šolanjem in trudom, a želimo vsaj izustiti svoje mnenje in hoteni po plodovih, ki jih bomo požanjili v prihodnosti. In od nas je odvisno, ali bo že to dobra ali slaba. Stopimo skupaj, če tudi le v takšnih okroglih mizah in ustvarimo ideje, s katerimi bomo ustvarili prijaznejši in lepši svet. Julija, hvala. Torej, naslednje vprašanje je, da je kar 52 anketirancev izpostavilo problem pomanjkanja prostorov za druženje mladih. Torej, kako in v kakšni obliki bi v vaši občini lahko ustvarili prostor za srečevanje mladih? Izvolite. Ja, hvala. V naši občini že imamo prostor namenjene temu, vendar se zdaj so premalo promovirani v družbi in jih mladi ne uporabljamo. Imamo mladinski center, ki se pač večino mladine v Laškem ne uporablja. Drugi prostor srečevanja so pa športne igrišča. V Laškem imamo novo moderno športno igrišče v Marija Gradcu, ki je oddaljeno od centra naše šole, torej Laške centralne šole in podružnične šole v Debru. Tako da priješ ti tja, ti porabiš, če živiš v Laškem vsaj pol ure. Tako da mislim, da bi se tudi morali usmeriti v obnovo igrišč v centru Laškega, saj se večina mladih združuje na teh igriščih. Jure, hvala. Lani,
Jaz se na nek način tudi strinjam s tem, da je morda teh prostorov premalo, ampak mogoče samo za določene namene. Tako sem prej omenil, da jaz mislim, da se pač Celjani ne moremo pritoževati kaj veliko, kar se tiče športnih aktivnosti zunaj, pač za tega je dovolj igrišče, sploh za košarko je veliko. Mogoče pa, če za tiste, ki niso športniki, ki pač ne uživajo tako v tem in bi radi počeli zunaj kaj drugega, je malo manj opcij. Tako je rekel Jure, tudi v Celju imamo mladinski center, ampak se pač uporablja kot kavarna. Pač, ko se mladi menimo, da pač bi šli ven, pač nikomu ven ne predlaga, naprimer, mladinskega centra. Tako da mogoče tudi to, pa za glasbenike, da bi bil v Celju, naprimer, nek musical, lahko nekaj v tem smislu, tako imamo mi na šole, da bi lahko to, naprimer, najelo rezerviral nekaj v tem smislu, pa šel pa tam igrati s prijatelji povaditi, to se mi zdi taka dobra ideja. Johan, izvoli. Ja, hvala. Jaz se v bistvu strinjam z Lano, definitivno bi lahko se bolj angažirali glede tega promoviranja mladinskih centrov in teh mladinskih prostorov. Lahko bi jih bilo tudi več, in kot je omenil, lahko bi imeli tudi prostor za glasbenike. Tukaj pa se ne strinjam z Lano, da imamo vsaj športna igrišča, definitivno imamo dovolj košarkarskih in nogometnih. Pred kratkim je bilo na Ostrožnem postavljeno novo odbojkarsko igrišče in se mi zdi, da je pritegnilo zelo veliko mladih, samo osebno uživam v odbojki in definitivno bi lahko imeli v Celju več odbojkarskih igrišč. Max, izvoli. V naši občini sicer imamo urejene prostore, kjer bi se lahko člani lokalne mladinske skupnosti zbirali. Eden izmed prostorov je v pritličnem delu stare šole, ki je bila pred kratkim tudi obnovljena. Del pritličja pripada Rdečemu križu, so pa tudi prostori, ki so v totalni neuporabi. Obstaja pa še en prostor, ki je v lasti Baročnega muzeja. In kolikor vem, se ga občasno izkorišča za veroučne namene. In jaz menim, da bi se ga lahko več izkoristilo. Hvala. Leja, izvoli. Ker sama prihajam iz samega centra Šentjurja, ne morem govoriti za naše okraje. V centru Šentjurja namreč je mladinski center, vendar se mi zdi, da je tam namenjen predvsem osnovnošolcem. Ne poznam svojih sovrstnikov, ki bi rekli, ja, gremo pa v mladinski center, kjer se lahko družimo, ustvarjamo, debatiramo. Zdi se mi, da so športne površine zelo dobro razvite, ohranjene. Lahko pa bi se morda namenilo več pozornosti umetnosti, in kjer bi lahko mladi skupaj ustvarjali. Naprimer, Lipovče kulturni center, vem, da ima neke sobe, kjer bi lahko skupaj ustvarjali. Hvala. Julija, izvoli. Kot je že rekel moj soobčan, menim tudi jaz, da je v občini na voljo dovolj prostorov za druženje in srečanje mladih, a so to zdaj ostali neizkoriščeni. Če sem prav informirana, v Šmarju deluje mladinski klub Mete, ki ustvarja izvrstne gledališke predstave. Sedež kluba se nahaja v kulturnem domu. Drugih mladinskih organizacij pa ni, razen kluba študentov Šmarske reke in Obsotelja, ki organizira razne zabave za mlade. Verjamem pa, da je v občini na voljo mnogo neizkoriščenih prostorov kot za telovadnice, ki niso namenjene le športnim aktivnostim, ki jih prav tako močno primanjkuje, ampak tudi združevanju in zasedanju za okroglimi mizami, kot je tale danes. Manjka nam pogovora, druženja, skupinskih srečanj, s katerimi bi začeli svežo pot v prihodnost. Za vsemi temi druženji se seveda skriva ogromno organizacije, dovoljen, drugih skrbi, a tam, kjer je bolje, je tudi pot. In če želimo živeti v lepšem svetu, kjer na dnevnem redu ne bosta korupcija, utajanje davkov, laži, tvitanje, torej čivki in zmerjene nasprotno misleči, moramo za to nekaj storiti, stopiti skupaj in dokazati, da nismo le mladina, ki je največja trenutnega dogajanja na političnem parketu. Vse to pa lahko dosežemo le s skupinskimi srečanji, ki bi se lahko izvajala v kulturnih domovih, knjižnicah, šolah, telovadnicah. Prostora je ogromno, primanjkuje pobudnikov, ki bi vzeli list papirja, zapisali cilje in posledično tudi naloge, ki jih je potrebno storiti, da bomo pluli po mirnejšem morju, ki bo prijazno za vse, starejše in mlajše generacije. Julija, hvala. Torej, o kateri temi, ki do sedaj še ni bila izpostavljena, bi želeli še spregovoriti oziroma izpostaviti kot eno temeljnih, ki zadeva mlade v lokalnem okolju. Jure, izvoli. Ja, ne vem, jaz vidim v ne tako velikih krajih, občinah, kot so naprimer Celje, Maribor, Ljubljana, ki so pač centri Slovenije, naprimer v manjših občinah in v manjših zaselkih vaseh, v bolj odročnih krajih je problem odseljevanja mladih.
In v bistvu vse manj mladi se odločijo, da bo živelo na podeželju ali pa oziroma kjer so odraščali. In treba bilo nekaj glede tega ukreniti, ker če ne bo pač prišli do območja, ki ne bodo poseljena oziroma potrebno je decentralizirati Slovenijo. Zlasti nekaj. Hvala, imamo komentar. Bi še kdo kaj dodal? Imamo novo idejo. Jaz pa mislim, da moramo veliko krivdo temu, da se ne udeležujemo lokalno politiko in da pač sploh ne probamo spregovoriti, pripisati tudi digitalnim tehnologijam, katerih pač smo danes. Ne? Mi smo zasideni v svoji coni obdobja in se ne oziramo na dogodke, ki se vrstijo okrog nas. Se ne govorim za vse dijake, za vse pač mladostnike, ampak mnogo od nas sploh jih ne zanima, kar se dogaja trenutno. Ne? Pač rečejo, se bomo že živeli enkrat boljšem času, se bojo kdo drug to storil, ampak ne, to bomo storili izključno mi. Mi si ustvarjamo ne neka zaslonska prijateljstva, na videzne všečke, ki krojijo naše življenje. Tako pogosto pozabimo na sebe, na našo družbo, na naše prijatelje, s katerima smo se družili pred to digitalno na vlaku. In ko pridemo v družbo, sploh ne znamo več komunicirati, gledamo se kot, da se vidimo prvič in tako hitro iz žepa povlečemo telefončke, ki rešijo vsako težavo. Tako da mladi enostavno vidimo možnosti več brez tehnologije, ki pa pogosto uničuje naše življenje in nas poneumlja, čeprav tega nočemo priznati. Na spletu je ogromno medvrstičnega nasilja, žalitev, druge nespodobne komunikacije in dobro bi bilo za trenutek odložiti te digitalne naprave in se ozreti okrog sebe. In tako bi prepoznali, da so tukaj obrazi, ki jih ne more zamenjati nobena naprava. In menim, da se moramo zazreti globoko vas, si postaviti neke prioritete, cilje in si dati priložnost. Če so vsi odvisniki od telefonov, ne rabiš biti tudi če so vsi vešči Instagrama, TikToka in takšnih družabnih omrežij, ne to napriva na živi svoj svet in prepoznaj osebo v stiski, ki potrebuje čustveno oporo, ki nekako ni možno zaživeti online. In ker smo tako zasidreni že tako imenovani coni obdobja, mnogi od nas sploh ne pomislijo na aktualno dogajanje politike. Ne želim povedati, da bi moral vsak desno spremljati večerni dnevnik dogodke na političnem parketu, ampak vsak bi se mogel zazreti v prihodnost in se odločiti, ali česa si sploh želil, samih dolgov ali brezskrbne zelene prihodnosti, kjer bo javno šolstvo, zdravstvo in kjer bo pač javno šolstvo, zdravstvo in pravica, da vsak izrazi svoje mnenje. A tako so mobilne naprave in drugi motilci pogosto zanimivejši in ob njih pozabimo na sedanjost in prihodnost kruta, če ne bomo povzdignili glasu in vsem silam sveta prepovedali krojiti naše mice nam nedolžno življenja. In če bo mladi stopili skupaj, kar verjamem, da bomo, se bo predolgo trajajoče jesen pretvorilo sončno in toplo pomlad. Premislimo in se zramimo, da ne bo prepozno. Julija, hvala. A imamo kakšen komentar ali novo idejo? Ok, potem nadaljujemo. Torej, sedaj vabim k sodelovanju tudi vas, dragi poslušalci v publiki in gosti. Ima kdo izmed vas vprašanje za dijake in bi ga bil pripravljen deliti z nami? Vprašanje lahko postavite z dvigom roke. Izvolite, gospod Črnot. Lep dober dan, vse skupaj bi rad pohvalil to, kar bilo mizo, moram reči, da sem bil res zanimanjem poslušal. Mogoče mi je malce žal, da ni predstavnikov MCC, tukaj sem ne vem, mogoče pa mladinskih svetov, bi pa postavil nekaj kot vprašanje in kot predlog. Jaz sem zelo pozorno poslušal, mislim, da Julijo Šmarja, ki je zelo angažirana. V tej državi se človek s 15 leti lahko zaposli, 16 leti tudi poroči soglasjem staršev in Center socialno delo, nima pa volilne pravice. Jaz mislim, da je čas, vem pa, da so bile v tem razprave, da bi to mejo premaknili, da bi tudi mladi, starejši od 16 let, res že za odraščajoče, pa v veliki meri zrele osebe imele volilno pravice na vseh volitvah in bi s tem najlažje kreirali in pomagali kreirati politiko. Jaz sam sprašujem, če to podpirate. Hvala za izjemen predlog v vključitvi mladih iz MCC-ja. Bomo upoštevali za naslednjo okroglo mizo. Ima pa kdo odgovor? Mladi, izvoli.
jaz se v bistvu strinjam s tem, zato ker menim, da večina 16- in 17-letnih ljudi že ima neke nazore, že ima neke ideje, ampak jih pač, tako sem rekel, težje uveljavlja, zaradi tega, ker pač nima te volilne pravice. Seveda pač 16- in 17-letniki niso si resni, ne zanima jih vseh politika, ampak pač tudi tisti bodo imeli volilno pravico, ampak je mogoče pač ne bojo izkoristili, zato se mi to ne zdi tak problem. Hvala. Ima še kdo komentar? Ja, me veseli vaš predlog, ne, ampak jaz nisem toliko ciljala na volilno pravico svojega govora, ampak predvsem na to, da bi mi lahko sploh sodelovali, ne. Mislim, da ne bi se odločali politiki, ne. Zdaj, to je ena dobra stvar, ne, ampak vseeno še nimamo nekih takih znanj, ne, mogoče možnosti, da bi res lahko, ne, pač glasovali, ne. Morda kdo od nas tudi razmišljam trezne, kot pa kdo od starejših, ne, pač pa mu ni vse eno, ne, ker komu starejšemu se zdi, se bojo mladi živeli tu, mi bomo to lepo uničili, ne, pač bo nikoli to upravljali, ne. Pač malo sem se tako izrazila, ampak tako žal je, ne. Ne mislim na nobenega od kandidatov tukaj, kaj slabega, ne, da me ne bo kdo narobe razumel, ampak ja, mi je všeč vaša ideja, ne, sem po mojem mnenju, če že ne moramo sploh spregovoriti, ne, v državi, v občini, ne moramo niti volilne pravice imeti. Najprej bi mogli spregovoriti, več srečanj imeti, več v parlamentu, vsaj na ravni občine sodelovati, potem pa pač bi se začeli pogovarjati o tem, ne, me pa veseli. Hvala. Jaz bi sam reprizel na njen odgovor. Mislim, da mladi lahko dosti sodelujejo v državi. Imamo dijaško organizacijo v Sloveniji, na kateri so lahko prisotni vsi. Verjetno pač ne kot poslanci šol, lahko so prisotni kot, ne vem, spremljevalci. Vsak lahko spregovori, lahko se jim piše. Oni so v bistvu predstavniki dijakov v Republiki Sloveniji. In vedno so še odzvali, če si imel kakšno idejo, predlog, vedno so sprejeli predlog, vedno se je obravnaval predlog. Lani se je tudi oblikoval memorandum, ki je bil predstavljen ministrstvu. Tako da se mi zdi, da mladi v vključevanju v državo ni tako problem, zato je, ker drugače pa ne vem, se lahko poveže z mladinskimi centri in mladi jih bodo slišali, če bo to njihov volja. Hvala, Jure. Gospod Kovač, izvolite besedo. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Tudi jaz kandidiram v Celju, zato sem najprej mislil postaviti vprašanje kolegoma Jureču Miljonu, ki ste iz Celja, pa mislim, da se v resnici tiče kar celotne regije. V lokalnem programu za mladino, ki ga je lanskem letu sprejela mestna občina Celje, je po raziskavi, ki je bila upravljena z mladimi, so kar 4 od 5 vprašanih rekli, da po koncu izobraževanja svoje prihodnosti ne vidijo v našem mestu. Za mene je to zaskrbljujoč podatek in bi si želel seveda na to maksimalno vplivati in se potruditi, upoštevati čim več tega, kar vi predlagate. Stvari so konkretne in zato tudi uresničljive. Me pa zanima, kje se sami vidite čez 4 ali 8 let, ko boste zaključili z izobraževanjem in kaj lahko Celje v tem času naredi za to, da bo kot urbano središče regije privlačeno, da sem tudi vrnil. Iskreno hvala za vprašanje. Bi kdo želel odgovor? Ja, pač iskreno povedano, meni se zdi, da ena izmed osrednjih stvari je to ljubljansko življenje v bistvu, ne. To je čisto drugačno življenje kot v Celju. V Celju se iskreno povedano, da za študente ne dogaja dovolj. Nimamo niti dovolj faksov, zaradi tega pač seveda se gre najprej izobraževati v Ljubljano, tam se navadijo na Ljubljano, tam spoznajo dovolj ljudi, mogoče dobijo priložnost za službo in zaradi tega se tudi raje izberejo Ljubljano kot Celje, ne. Pač jaz vidim problem v glavnem v tem, kaj ponuja Ljubljana v primerjavi s Celjem. Ja, jaz se porno s tem v bistvu sem hotel reči isto stvar. Seveda je pač lažje študentom, ki so, ne vem, po 5 let ali kaj takega v Ljubljani, takrat v bistvu pač se največin, rečemo, osvobodijo od staršev, osamosvojijo se, ne, začnejo neka svoje življenje v Mariboru, Ljubljani, mogoče celo izven Slovenije, ne.
in jim pač zaradi tega tam dobijo prvo pravo službo in tako in zaradi tega pač lažje, navadijo se v tiste mesto, ne vračajo se pa navadi v svoj kraj. Jaz osebno pa, kot ste vprašali, kje se vidim jaz, ko končam faks, pač jaz še v resnici nisem prepričan, kaj bom študiral, ampak jaz osebno pač, če se bo se tako išlo, ne pa naredil medicino, pa to, naprimer, če bi ponudil v Celjski bolnišnici delo, bi ga v resnici z veseljem sprejel. Hvala. Torej, za besedo sicer naslednji prosil gospod Diaci, zato bi mogoče prosila, da gre mikrofon k njemu. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi iz občine Šentjur, dragi dijaki, spoštovani dijaki, kolegice in kolegi. Moram priznati, da me tega mizo zelo razveselila in tudi bom rekel kakšen pogled z vaše strani je bil, recimo temu zelo zanimiv. Drugač pa samo osebno menim, kar se tiče Šentjurja, to dobro poznam, imamo te stvari, mislim, da zelo dobro razvite. Naš mladinski center je zelo propozivni, seveda vabi in se trudi, da bi povabil čim več dijakov in dijakin, da bi se pri njegovem delu tudi spoznavali, družili in tudi marsikaj naučili. Teh aktivnosti je res nebroj. Mi imamo tudi pripravljeno strategijo razvoja mladinskega dela od 21 do 25, ki je prav tako sodelovanje z občino pač pripravljal mladinski center. Imamo certifikat Mladim prijazna občina že kar nekaj časa, tako da tudi vabimo seveda k tem aktivnostim, kaj tega seveda nikoli ni dovolj. Bi pa imel seveda eno vprašanje in sicer za to prvo kaže odgovorimo da kolegice Šentjurja. Kako ste pa zadovoljni z šolskim sistemom v tej državi, predvsem zasebnim šolskim sistemom? To me pa zanima, ker prej je lepo kolegica Julija lepo omenila, da ti mobiteli, iPadi, iPhone in ta čuda seveda zelo dobro laubajo. In kako je v povezavi s tem, pa tudi bom rekel ta način dela v šolstvu, ali vam je to všeč, ali pogrešite kakšne druge vsebine. Jaz mislim, da je kar nekaj, pa ne bi zdaj, jaz vam so bil pametno izgleda, kaj bi mislil tukaj. Hvala za vprašanje. Mogoče le manjši komentar. Žal nam je namenjenih le še 4 minute, zato bi za naslednje vprašanje prosila, da hitreje pridejo k bistvu. Torej, bi želel morda kdo komentirati? Ja, rečemo, na strokovnih šolah je zdosti tudi praktičnega pouka. Rečemo, v tem, ko na gimnaziji, čeprav je gimnazija nek splošni program, tega primankuje. Moram, da rečemo, sploh pri naravoslovnih predmetih, kot sta kemija in fizika in biologija, bi lahko bilo več praktičnega pouka, kot pa le pač teorija in samo teorija. Bi še kdo komentiral? Bi bili sami? Jaz bi pa mogoče omenila ocene. Ocene so tudi velik problem, ker mi se učimo samo za ocene, ne za znanje pa ne. In ko ti enkrat dobiš oceno, si pač navidetno reši. Kaj pa, če boš čez 20 let svojim otrokom mogel povedati malo nekaj pri matematiki, bilo kje, pa ne boš vedel, ti si se pa izobrazil, neko splošno izgledano osebo z gimnazije, ampak si se učil samo za tisto oceno. In to je v našem slovenskem šolskem sistemu velika napaka. Naprimer, če gremo na Norveško, Švedsko, Švico, tam imajo take šolske sisteme, da pač usmerijo človeka, kaj pač ga zanima, ne pa da ga ne dajo nekih ocen, da ne pač s ocenami ne postavljajo neko lestvico, ti si najboljši, ti imaš 5, ti si tak slab, imaš 1. To pač se mi zdi zgrešeno, ker s tem te tiščijo dol, pač takšen je naš sistem, mislim, da bi bilo treba korenito spremeniti. Te pa pač ocene vemo, da morajo biti, kot drugače, kdo bi se učil, če se je samo znanje, tisto, ki pač tu prevlada, ampak ga pogosto pozabimo, pač ga zanemarjamo, tako da to. Zavedam, da so v publiki še vprašanja, ali imamo žal samo še 2 minuti do konca, bomo pa zagotovo okroglo mizo še ponovili in vas takrat v goste vabimo takrat, tako da boste lahko vprašanja prihraniti za kasneje. Torej, prišli smo do konca današnjega srečanja. Verjamem, da ste danes poznali mnogo različnih ter unikatnih pogledov na lokalno dogajanje, ter da vas je katero izmed mnen motiviralo v spremembo. Še preden pa se razidemo, bi se rada iskreno zahvalila ravnatelju Gregorju Deleji,
Zorko. Saj brez njiju okrogle mize ne bi bilo mogoče izpeljati. Zahvalila bi se rada tudi vsem današnjim sogovorcem, da so bili pripravljeni deliti svoje izjemno mnenje z nami. Zahvaljujem se tudi publiki, da je spremljala današnji pogovor. In pa seveda gostom, da so bili pripravljeni poslušati in so se tako budno odzvali na vsa vprašanja. Torej. Vsem skupaj želim lep dan, našim gostom pa veliko sreče in uspeha na nedeljskih volitvah ter pri njihovem delu v prihodnosti.